Prisrčno pozdravljeni, samo letos sem prejela na desetine vaših pisem za vprašanje, ki se navezujejo pravzaprav na cepljenje otrok. Tudi kar nekaj zgodb poznam sama in moram reči, da vsebina teh zgodb skoraj da ni za v javnost. A sami veste, da znamo biti drzni in povemo tudi tiste stvari, ki jih drugje morda ali pa prav gotovo ne boste slišali. Tale trenutek je z nami v naši dnevni sobi. Marjan, lepo pozdravljen, dobrodošel. Pozdravljen. Spoznali smo tvojo zgodbo o preobrazbi, ne samo tej zunanji, od tega, da si imel kar precej ogromno kilogramov, pa sladkorna bolezen, tudi tista, ki naj bi bila neozdravljiva, pa pravzaprav do danes, ko si fit, vitek, brez kakršnih koli bolezni in pravzaprav pomagaš drugim, da tudi sami najdejo svojo pot do zdravja. Tako, in sem zelo vesel in pa ponosen na to, da mi je bila dana ta milost, da lahko svetujem, ker že kot otrok sem sanjal, da bom zdravnik, da bom pomagal drugim, ker za mene že kot otroka medicina je zelo sveta stvar. Pol v bistvu spoznanje kasnejše dobe je bilo pa šokantno, da medicina žal ne dela v dobrobit človeštva, ampak je nažalost suženjski klan farmacevtskih lobijev. Nažalost, to je moj pogled, to je moje mnenje. Mislim, da imam tudi pravico do njega. Absolutno. Velikokrat smo že slišali, da si je pravzaprav farmacija povsem podredila medicino. Čist dejansko tudi medicinske fakultete, ker moramo vedeti, da na medicinski fakulteti danes več ne rabijo za prisege niti podpisovati Hipokratove. To je zelo, zelo zaskrbljujoč, ker enostavno lahko počnejo, kar jih je volja, kar tudi se nažalost dogaja. In to je prisila cepljenja, cepiv in pa podobnih zadev. Jaz bi rekel tukaj, zakaj. To je agenda 21, velika večina je že slišala za to in to se izvaja. Ker moramo vedeti, da te Rothschildi, Rockefellerji, Bilderbergi, Bill Gates, naprimer, jaz sem bil šokiran, oni podpirajo vse te zadeve, depopulacijo človeštva in to najlažje delajo z hrano, seveda, z uničevanjem zraka, uničevanjem vode. Kar je zanimivo, ker se povezuje, da na medicinski fakulteti v času izobraževanja zdravnikov dejansko zelo malo časa preživijo ob knjigah, ki govorijo o nutricionistiki. Nič. Niti ene ure se nauči zdravnik. Bojda, da 16 v vse skupaj. Ne, nič. To je preverjena informacija od kolega, zdravnika in je rekel, jaz se o hrani v cel svoj študij nisem učil niti ene ure. In o hrani nimam pojma. Hipokratovo prisego so včasih podpisovali, pravi, hrana naj bo naše zdravilo in naše zdravilo naj bo hrana. Veste, oni se zavedajo tega. Tukaj je tudi problem cepljenja, cepiv. Moramo vedeti, da otrokom danes starši dajemo vse živo, kar nam prehrambena industrija servira, od teh bombonov, čokolad, piškotov, čipsov, smokijev, vsega živega. Jaz se strinjam, da je to zelo dobro, po okusu, zato ker so emulgirane zadeve pa to. Ampak to otroka ubija. In tudi meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki, to otroke ubija. Mleko je narejen za telička, da zraste v 2-3 mesecih iz teleta v kravo, ne za naše otroke. In pol na podlagi vsega vemo, da cepiva pridobivajo, ko gojijo te viruse na živih živalih. To se pravi, žival porežejo ali kakorkoli, vzamejo, to delajo. Mislim, to je grozljivka, ko to vidiš. Vzamejo in ta virus gojijo prav na teh poškodovanih delih živih živali. In pol te viruse strgajo dol, kao jih oslabijo, čeprav ne vem s čem, se upravičujem smehom, ampak to mi je vse skupaj malo smešen že, ker toliko zavajajo ljudi, da je grozno in strah. In pol jih atrofirajo z formaldehidom, ki vemo, da je za balzamiranje trupel, z tiomerosalom, derivatom živega srebra, z emulgatorji, adjuvansi, konzervansi in podobnimi zadevami. In pol to ubrizgavajo v telo naših otrok, mimo vseh obrambnih sistemov. In zdaj, če je otrokovo telo pregreto, zakisano, in mi ubrizgamo ta virus v naše telo, pa še patogene snovi, kot so tiomerosal pa formaldehid, kaj se zgodi z našim otrokom? Lahko umre takoj. To je prva stvar. Bog ne da se to zgodi, ampak nažalost se dogaja množično.
lahko dobiva kratkoročne, to se pravi bolečine, rdečice, pa podobne, vročine, alergije. To predvsem berem. Srednjeročne pol so to razne diagnoze, kakor so alergije tudi, no, pa kakšen diabetes, pa te stvari. V kasnejši dobi, v starosti pa definitivno človek začne zbolevati na osnovi cepiv in napačne seveda prehrane, ne. Kaj pa recimo, imam prijateljico, otrok, katerega se je povsem normalno razvijal, bil vesel otročiček do 1 leta, po cepljenju pa naj bi se mu sprožil avtizem. Seveda, absolutno. Virus, ki je prisoten v tem cepivu in tudi ta tiomerosalpar formaldehid, začnejo spreminjati našo DNK. In ko se naša DNK začne spreminjati, začne lasten obrambni sistem zavračati našo lastno celico. In prihaja do deformacij ali v glavi, odvisno, kdaj je ta otrok rojen, ne. Zelo pomemben je datum rojstva, ker tam so zapisi, ne. Zdaj, če smo rojeni v ledvica, gre v ledvica, ne. Če smo rojeni v glavo, pol glava zašepa, ne. V kakšnem smislu to? To je pomembno? Datum, mesec pa leto rojstva. Aha, tako. To je nek zapis, neka matrika nekih predispozicij. Tako. Ker to je za nas tudi osnova pri diagnostiki, ne. Mi iz rojstnega datuma izračunamo šibke točke v telesu in na osnovi teh šibkih točk začnemo pol popravljati sistem telesa, ne. Tako. In pol, ko se zgodi ta, bom rekel, sprememba DNK-ja, to je znanstveno potrjeno, ne, to ni zdaj moja izmišljotina ali pa izmišljotina nas parih, naprimer, ki smo, pa nismo proti cepljenju, ampak smo za varna cepljenja, ne, za varna cepiva, ker ne rabimo cepiti z virusom, ne, ker vemo, da če virus obrizgamo, se virus razpase, ne, če smo zakisani pa pregreti, ne, in pol ravno zbolimo za to bolezno, proti kateri smo cepljeni. To je pri gripi zelo, zelo očitno. Ne. In pri avtizmu se pa normalna stvar, da se začne dogajati, zato ker pride do zapore tukaj v tem grlenem predelu, ne, to se pravi naša ščitnica znori, gre v hiper, stisne v žilje in več možgani ne dobivajo dovolj hranil, niti kisika, niti nič. In pride do avtizma, ne. Kako pa je, kar se cepljenja tiče, recimo, a se ti lahko zavestno odločiš, da ne boš otroka cepil? Definitivno, jaz sem to naredil, imam staro hčerko 8 let in jaz sem na sodišču jim povedal, da naj si naredijo svoje otroke, pa lahko pol zdravniki pikado špilajo na njih kukrčijo. Na mojemu otroku pa lahko preko mojega trupla edim. Ker jaz kot odgovoren oče, odgovoren starš, po Ustavi Republike Slovenije imam dolžnost zaščititi otrokovo zdravje. In tukaj mi ne more nobeden reči, da bom jaz dal zavestno otroku škoditi po vsem teh dokazilih, bom rekel, svetovno znanih imunologov, koliko so te cepiva pa cepljenja zavajanje, laži, množic. Odkot pa prihajajo pravzaprav te raziskave? Naprimer, dr. Tatjana Obukanič, ona je zelo priznana, svetovno priznana imunologinja, šolana je bila na Rockefellerjevi univerzi, Stanford, Harvard, je diplomirala, ne. Naredila je prav selekcijo, prav preučila je vse te, od začetka pa do danes, naprimer, je preučila vsa stanja cepljenj, cepiv in teh stvari, kar je tudi naredil že, mislim, upam, da tukaj le piše, Leon Čajtov. On je tudi in izhaja iz, bom rekel, zelo verodostojnih podatkov, ne, kaj vsako cepivo je, kakšne so laži, kakšna so zavajanja, kakšna zavajanja vrši medicina pa farmacija. Ker moramo vedeti, da farmacija je tovarna, oni proizvajajo vse te strupe, oni proizvajajo te zadeve in morajo ustvarjati nove in nove potrošnike zdravil pa vsega, ne. Zakaj v bistvu se oni bojijo, zakaj se oni bojijo necepljenih otrok, če so cepiva toliko učinkovita? Česa jih je strah? Mislim, tukaj je nerazumljiva reakcija, ker če so cepiva toliko učinkovita, to se pravi, da se moramo bati mi, ki imamo otroke necepljene, ne oni, ki imajo cepljene. No, ampak ponavadi zdravniki rečejo, da če se odločiš, da ne boš cepil, da pravzaprav, ne vem, ali neki zavarovalnico oziroma zdravnik ti lahko zavrne otroka, da ga bo zdravil, če bo karkoli potem kasneje narobe, oziroma s tem
lahko zbudimo tiste stare bolezni, zaradi katerih so otroci in odrasli umirali? To je laž. To, kar govorijo, da so cepiva izkoreninile te bolezni, to je laž. To je čista laž. To govorijo zelo visoki, zelo veliki ljudje, ki jim verjamem, ker so šolani imunologi. In če on reče, da je to laž, da medicina s tem zavaja, veste, standard je tisti, ki je povzročil, da so bolezni izginile. Higienski minimum se je dvignil, sam način prehranjevanja se je spremenil. To je tisto, kar je povzročilo, da te bolezni ne obstajajo več. Ne cepiva, ker te bolezni so izginile, še preden so sploh cepiva prišle v uveljavo. Tako da to lagati, mislim, da je čas, da se neha. In tukaj se jaz spet vprašam, kje je tukaj naše tožilstvo? Kje je tukaj naša policija? Zakaj ne ukrepajo? Ker to so kriminalna dejanja za mene osebno. A veste, kaj pomeni, da ti otrok umre in ti ta pediater mirne duše reče, pač sem se zmotil. Da ti navkljub imunološkemu testu, če ga že naredijo, temu se bom vrnil, in ima otrok premalo antiteles in da ti otroka cepi, to je za mene naklepni uboj. Nič drugega, za mene je to osebno naklepni uboj, ker vemo, da kot zdravnik je neodgovoren, če je cepil otroka, navkljub temu, da ta otrok nima dovolj antiteles. To se pravi, da imunološko ni sposoben sprejeti tega virusa, ki mu ga aplicirajo. Ampak a se to dejansko pregleduje? Pač, kakor se jaz spomnim, grejo to otroci kar po tekočem traku? Absolutno. Po zakonu o zdravstvu bi vsak pediater mogel otroka pred vsakim cepljenjem oziroma pred aplikacijo, vsako aplikacijo kakršnega koli cepiva ali kakršne koli substance otroka imunološko testirati. Tega ne izvajajo, ker vemo, kam bi pol šlo vse skupaj. Niti enega otroka ne bi cepili več na tem svetu. Zato pa teh imunoloških preiskav ne izvajajo, to je bilo skrito, to starši nismo vedeli in to slej ko prej pride na dan, ker vemo, da resnica slej ko prej pride na dan, da ima laž kratke noge. In te laži, te medicine, te farmacije so se zdaj začele kazati. In res ne vem, s kakšno pravico lahko posiljujejo. Jaz ne vem, s kakšno pravico si je ta pediatrinja na Ptuju nabila na vrata da v bistvu necepljenih otrok ne sprejema, da je podala ugovor vesti. Jaz bom pa rekel, ravno za to pediatrinjo zahtevam od tožilstva, da uvede kazenski postopek, da jo kazensko ovadi naklepnega uničevanja otrokovega zdravja, ker to vemo, da cepiva počnejo, ker to so znanstveno potrjene teze, pa naše pediatre bi prosil, da začnejo brati strokovno literaturo, ker ipak smo na zemlji, nismo v vesolju in informacije tudi do Slovenije pridejo, ker če jih znam prebrati jaz, kot bom rekel, naj bi bil strokovnjak za zdravje, kot doktor tibetanske medicine, jih znajo prebrati tudi oni, ker so doktori medicine in so dolžni to delati, pa prebrati tudi navodila o uporabi. In kaj se zgodi, ko se zgodi tisti stranski učinek, ko je napisan, točno to se zgodi, rečejo, vse si pa ja prebral. Vse si se zavedal tega. Nikoli ne bom pozabila, v času mojega izobraževanja na fakulteti za zdravstvo smo imeli enkrat, predvsej tak nenapovedano se mi je zdelo predavanje in to je bilo v času, mislim, da ko se je na veliko cepilo proti ptičji gripi, kaj takega. Skratka, pobasali so nas v eno predavalnico in imeli smo 2,5 predavanje o tem, da se cepimo. Jaz sem se takrat že zavedala marsikatere stvari in sem bila striktno proti. Po teh 2 urah in nekaj sem poklicala svojo mamo in sem rekla, mami, zdaj smo imeli predavanje 2,5 ure. Mislim, meni se zdi, da so tako povedali, da jaz se zdaj kar tja pelem, jaz se bom šla cepiti. In mi je ona rekla, kaj ti je, kaj s tabo narobe, kaj delaš? Ne, 5 stran, ampak jaz priznam, da sem bila sprana. V tem smislu, da sem dobesedno že šla proti tja in pač besede, ki so bile pa delate s pacienti, kaj pa če, kaj pa če, kaj pa če, kaj pa če, kaj pa če. No, zdaj se pa vprašamo še tukaj, kdo lahko napoveduje epidemije? Tisti, ki jih ustvarja. Pa noben drug. Jaz, na primer, jo ne morem napovedati,
ker ne vem, kakšno bo vreme jutri, kakšne bojo temperature, ne nič. Če pa ti želiš že, ker imajo seveda to HARP postajo in lahko manipulirajo tudi vreme, ne? To smo že večkrat videli, žledolome pa te stvari, ne? Oni pa lahko napovedujejo epidemije, zato ker ogromno virusov spuščajo iz laboratorijev. Kako bi pa komentiral recimo te čase zdaj, te mesece recimo, nerealno veliko število ljudi je bolnih? Chemtraili. Chemtraili, v chemtrailih noter v teh koktejlih so virusi. Ne? Ker to je njihov cilj, to je njihov namen. Ker bolnice so trenutno polne. Nažalost, gledajte, jaz še enkrat pravim, hrana je naše zdravilo. Če jemo narobe, se v našem telesu ne morejo ustvarjati prave kemične reakcije. In če so kemične reakcije v našem telesu neprave, so neprave tudi fizikalne. Ne? In v vsakem primeru, če je vse skupek vsega napačen, pa ne moramo funkcionirati in smo dovzetni za vse viruse, za vse bakterije, tudi tiste, veste, ki so prisotne v našem telesu. Sploh v našem črevesju. Naprimer, B12 vitamin proizvaja bakterija v našem črevesju. Zdaj, če imamo mi črevo emulgirano, pregreto, zakisano, ja, ta bakterija se množi. Briga no za B12 vitamin. To je to, ne? Ker vse v našem telesu dela kot švicarska ura, če mu mi damo predpogoj. Ne? Je pa res, da so tudi te pritiski psihični, stresni v službah, naprimer, ker moraš biti 24 ur na dan pod presingom. To je vse namen depopulacije, ne? Da se ljudem zmeša, da se jim strga, da se sesujejo, da se zrušijo. Ne? Marjan, ti si sicer doktor tibetanske medicine, sicer pa na človeka pogledaš zelo celostno v tem smislu, da vidiš tudi, če ima kakšne uroke na sebi, ali pa kakšne šamanske tudi obrede izvajaš, iniciacije. Tudi, veste, ker vsaka ukletva, rečemo, da te en prekovne je urok, ki ti lahko na energetskem nivoju naredi destabilizacijo. Ne? In tukaj je treba samo stabilizirati spet te energetske pretoke na tem višjem duhovnem nivoju in ko to naredimo, pol te uroki izvenijo. Največkrat grejo v ta predel. Ne? V tem predelu se največ kopiči te svinjarije. Ne? In pol to naredimo. Seveda izvajam šamanske obrede, šamanska čiščenja vseh teh urokov, tudi, bom rekel, to je v bistvu šamanski obred 5 elementov, kjer se vzpostavljajo vsi elementi v telesu, gleda se tudi, kateri del duše je bolan, ne? In ta bolani del duše se pospremi ven iz telesa, se ga da in se pol preko tega obreda, preko duhov živali, išče zdravo dušo, kam je šla. Ne? In to zdravo dušo se pripelje preko tretjega očesa in se upihuje v telo nazaj. Ne? Kaj bi še lahko, danes sva govorila o cepljenjih, kaj bi dejansko še lahko mogoče svetoval vsem mamicam, ki so se znašle pred to odločitvijo cepiti dali, ne? Lahko me kontaktirajo, lahko me pokličejo, z veseljem jim bom pomagal, sestaviti tudi formular, ki ga bojo pošiljali na ministrstvo, ker je treba paziti na vsako vejco, na vsako piko, ker se obešajo na vse pike, vejce, klicaje, vprašaje, pa vse na možna ločila. Tako da lahko me kontaktirajo, lahko pridajo, če imajo težave z kakšnimi temi, tudi dostikrat imajo težave z vitaminskimi stanji, pa to, ne, lahko pripeljejo otroke in pomerim z veseljem vitamine in da pol zdravnik obnese pa pokaže tisto, ker mi delamo na principu, da pikati ni treba, ne, ker danes je tehnologija toliko napredovala, da obstajajo te neinvazivne aparature, da pikati ni treba, ker vsak pik je kršenje telesa. Ne? To se pravi, že telo imunološko odreagira. Ne? Kar je nek poseg pravzaprav. Tako. Ja, bi pa še pozval tudi z eno veselo novico za vse tudi sevnice, ki že nestrpno čakajo, končno smo našli plec, tako da tam nekje v začetku marca se prične izvajati terapije oziroma te pregledi na Anesa aparaturi. Pol se začnejo izvajati tudi iniciacije, svetovanja in te stvari. To pa bo v hotelu Ajdovec. Super, v Sevnici torej. Tako. Odlično, evo, vesela novica, so nas ljudje že kar spraševali. Ja. In hvala lepa za vse te informacije, ki si jih pravzaprav podal. Vsi pa lahko, kjer jih karkoli zanima, lahko kontaktirajo, ni problema, z veseljem svetujem, pomagam do ozdravitve seveda.
do ozdravitve, ne zdravljenja. Najlepša hvala, Marjan, za vse informacije in dajmo torej zaključiti s to mislijo, da preden karkoli naredite, pa tudi če se vam zdi samoumevno in vam o tem govorijo tudi sosedi, mame in tako naprej, dajte se pozanimati, dajte kaj prebrati, no vse zadnje gre se za vas oziroma za vaše otroke. Raziskujemo tradicionalne zdravilne rastline sveta s certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijevič. Hvaležno pozdravljeni, nisem to jaz, certificirana nutricionistka Jelena Dimitrijevič, je pa res, da je z nami in skupaj sva spoznali že kar nekaj takšnih in drugačnih rastlin in vse te posnetke si lahko pogledate na našem YouTube kanalu Klepet ob kavi, več kot 1300 posnetkov lahko tam najdete in dajte si pogledati, kam vse sva se z Jeleno odpravili in kaj vse sva pravzaprav spoznali, katere darove narave. No, danes pa bova govorili o glukozaminu. Ja. Moram reči, da na temo glukozamina slišimo en kup enih stvari, precej se reklamira pravzaprav povsod, ampak moram priznati, da pojma nimam, odkot dejansko glukozamin sploh prihaja. Vem pa, da je njegov namen povezan absolutno s sklepi in s tem, da recimo sploh starejši ljudje morajo velikokrat posegati po njem. Ja, tako je, zaradi tega, ker v bistvu je glukozamin aminosladkor, ki je prisoten v našem telesu, sestavljen je iz aminokisline in iz sladkorja, iz glukoze in N-glutamina. In v bistvu je sestavni del našega vezivnega tkiva, tesinovialne tekočine, to je ta sklepna tekočina sklepov, kosti, mišic, tetiv, vezi, kit, tudi v nohtih ga imamo, v koži, se prav povsod ga najdemo in je res zelo pomemben, ampak velikokrat nam ga primanjkuje, posebej, ko so posebne težave, ki jih imamo. Dostikrat to, kar si že omenila, se pravi v starosti, tam po 50. letu, mogoče tudi prej, če se intenzivno ukvarjamo športom, pride do obrabe hrustanca. In to je največkrat ta težava, pri kateri nekako posegajo ljudje po glukozaminu, da bi nekako prišlo do te, ali da se obnovi, ali da se zmanjšajo težave, ki so s tem povezane, ker takrat nastane osteoartritis. To pomeni, da se poškoduje oziroma se obrabi hrustanec in avtomatski so izjemno močne bolečine, tudi recimo pri starejših ljudeh, tako zelo težko vstanejo, tako togost telesa tudi imajo. In potem vzamejo take pripravke, ki so znani na trgu, ampak nažalost velikokrat oni pridejo tudi s stranskimi učinki, ne moreš jih veliko časa jemati, narediš eno kuro, pa pol moraš nehati. Poleg tega pa so ponavadi narejeni iz hitina, iz lupinarjev, pa marsikdo je danes tudi alergičen ravno na lupinarje. Hkrati pa tudi iz mojega osebnega vidika, jaz rajše vidim, da se uživa nekaj, kar je iz rastlinskega vira, da tudi na tak način ne vplivamo negativno na naša morja, na oceane, na vodne živali, na splošno, zakaj bi, če nam ni treba, če lahko dobimo nekaj iz tega naravnega vira. Absolutno. Nisem niti se zavedala dejstva, da je glukozamin tak, ki ga lahko dobijo ljudje pravzaprav povsod, da je narejen torej iz rakcev? Ja, iz rakcev, od lupinarjev, različnih lupinarjev v bistvu, takole to ovojnico, ki jo imajo iz hitinske te ovojnice, v bistvu od tam vzamejo. Oklep, ja, tako, iz oklepa vzamejo. Tako, na tak način ponavadi pridobivajo. Ampak zdaj se itak v tej oddaji ne se bova pogovarjali o rastlinskem viru glukozamina, se pravi, nam ni treba ubijati živali, da bi recimo prišli do te zelo pomembne sestavine, ki nam dostikrat primanjkuje in potem je treba nadoknaditi zaradi tega, ker potrebujemo malo večje količine in ne moremo tega dobiti samo iz hrane. Evo, pravijo mi, da si pripravila fotografijo rastline, iz katere veganski glukozamin oziroma glukozamin rastlinskega izvora prihaja. Tam, tararam, tatam, koruza! Ja. Iz koruze. Ja, ampak ti bom pa povedala, jaz se koruze izogibam na dolgo in na široko, zaradi tega, ker se mi zdi, da je pa mutirana že kar po celem svetu. Ja, to imaš prav, v bistvu, da koruza ni več to, kar je nekoč bila, zaradi tega, ker hibridizacija je naredila tudi svoje. Pri koruzi vseeno
ima tudi svoje dobre lastnosti. V tem primeru ne govorimo samo o klasični koruzi, da se dobi izvleček iz koruze, ampak tukaj govorimo res o enem procesu in liofilizacije in fermentacije. Pri fermentaciji veš, da marsikaj se tudi spremeni pri samem živilu. In tukaj je pomembno poudariti, recimo, da govoriva o koruzi, ki ni gensko spremenjena. Tako, ker to je problem ponavadi, ker veliko koruze, ki jo najdemo, pa največ koruze, ki je gensko spremenjena in ki ni dobra zauživati, zaužijo živali. Ne zaužije človek, ampak živali in potem posredno tisti, ki uživajo živila živalskega izvora, tudi dobijo vse tiste snovi, seveda. Kot pravijo, je konkretno enako je soja, koruza, s tem hranijo tudi živali in se ponavadi zgodi, da mi rečejo tisti, ki niso rastlinojedci, ja, jaz soje ne jem, jaz tega ne jem, ampak jaz pravim, ja, ampak ješ meso, pa ješ živila živalskega izvora, potem tudi to posredno poješ, tudi to gensko modificirano, dobiš tudi to zraven vseh ostalih slabih snovi. In ne vem, če se še vse. Tako da v bistvu tukaj moramo samo biti pozorni, odkot nekaj izvira, če ni spremenjeno tako, da negativno vpliva na naše telo. Tako da v tej obliki, če je iz koruze, če je pripravljeno na tak poseben način, potem nima takih stranskih učinkov. Samo za starejše, kaj pa za športnike recimo? Ja, definitivno. V bistvu to, kar sem že omenila, predvsem ga jemljemo takrat, ko imamo težave z osteoartritisom ali recimo revmatoidnim artritisom. To je tudi razlika, ker pri revmatoidnem artritisu to je malo tudi bolj kompleksna bolezen, ki tudi prizadane telo na tak način, da ta sinovialna tekočina ali to tkivo se vname. Lahko so recimo različne okužbe ali kakšna bakterijska okužba ali recimo, če smo preveč pod naporom ali karkoli takega, kar bo povzročilo veliko stresa, slaba prehrana, veliko živil, ki nas zakisajo, to vse vpliva recimo, da pride do teh sprememb. In to lahko prizadene ne samo ta sklepni del, ampak celo telo, vezivna tkiva posod tudi po telesu in pol imamo lahko težave. Tudi recimo, če je kakšno vensko popuščanje, tudi v tem primeru se lahko uporablja glukozamin in nam pomaga. Pri športnikih seveda to je prav v povezavi s tem, da je veliko napora, veliko intenzivna obremenitev sklepov, zaradi tega seveda tudi pride do te poškodbe in pol pravočasno je seveda treba vzeti nekaj takega, če itak vemo, da se ukvarjamo s takimi intenzivnimi oblikami športa, da pol naredimo eno preventivo, da ne pride do te poškodbe. Če že pride, potem se lahko tudi obnavlja hrustanec, če tudi pravočasno začnemo uživati. Vsekakor pa je torej dobra novica ta, da na trgu obstaja torej veganski oziroma rastlinski glukozamin, ki je seveda mnogo boljša izbira od vsega ostalega, torej brez morjenja živali, dobesedno morjenja živali, zaradi tistih oklepov, kajti veganski recimo je narejen iz koruze in taša, ki ni gensko spremenjena, kar je bistvenega pomena kot takega. Pa v bistvu ni nikakršnih dodatkov, ker veš, da mi dve skozi poudarjava, kako je dobro uživati vse rastline ali karkoli takega, kar je dobro za naše telo v obliki prahu. Predvsem zaradi tega, da ni potrebe, da se kapsulizira, da se dodajo recimo magnezijev starat, silicijev dioksid, kakšna barvila, konzervansi in take stvari. In temu se absolutno izognemo. Hkrati pa recimo zaužijemo večje količine, ker veš, da ponavadi so priporočila tam za glukozamin, dnevno ga je treba zaužiti 1500 do 2000 mg. In ko mi dobimo nekaj v kapsulah, tam največja količina v kapsuli je recimo tam 500 mg. Rabimo veliko, 3, 4 ali več, odvisno od težav, ki jih imamo, kapsul zaužiti, pa dobimo še zraven še te sestavine, ki sem jih omenjala. Tukaj, ko imamo v obliki prahu, lahko veliko več zaužijemo, pa se nam tudi bolj splača, ker marsikdo na to sploh ni pozoren. Recimo, misli, da je to enako, ampak dva izdelka, to naj gledalci tudi bojo pozorni, pa naj primerjajo tistega, ki dobimo rastlinskega v prahu in tistega, ki je v kapsulah, recimo, ki je dosti znan na trgu, in potem dobimo dvakrat več za identično ceno. Skoraj identično ceno dobimo dvakrat več. Tam recimo za 100 gramov tistega v prahu dobimo tle, tam je 45 gramov. Tako da tudi z tega vidika recimo cenovnega se bolj splača
No, ampak se mi zdi, da ljudje predvsej gledajo na ceno in kupujejo cenene izdelke, ker pač vidijo besedno zvezo, ki je napisana na škatlici, ki jo oni iščejo, ampak sama vsebina pa niti približno ni temu takšna, kot bi dejansko morala biti, zato se ljudje tudi morajo malo navaditi v tem smislu, da ne gledajo samo, kaj piše gor, ampak da obrnejo, preverijo deklaracijo in se predvsem vprašajo zelo pomembno vprašanje, kdo je to naredil, katero gospodarstvo s tem podpirajo, pod kakšnimi pogoji so delali dejansko ljudje, ker kar malo smo se navadili, da če lahko kupimo majčko za 2 evra, da je to normalna cena, a to ni normalna cena, oddelajo jo dejansko tisti otroci pravzaprav, nekje sredi džungle in to ni energija, ki bi jaz želela nositi, oziroma nek ceneni izdelek, ki bi ga jaz želela dati vase. Saj dober namen je, da nekaj hočeš zase narediti, ampak treba biti pozoren na to. Ker v bistvu živeti z bolj zavedanja. Tega nam primanjkuje. Zavedanje je ključna beseda, ker v bistvu brez tega sam tako hitimo skozi življenje, ga niti ne živimo, mislimo, da nam vse pripada in potem niti ne gledamo to, kar si ti rekla, od kje pride, na kakšen način je to proizvedeno in to so zelo pomembne stvari in moramo biti pozorni. Prej si omenila, recimo, da vsi, ki dejansko imajo obremenjene sklepe. Zdaj razmišljam, kaj pa tisti, ki imajo preveč kilogramov že v osnovi? Ja, seveda, oni imajo itak zelo močno obremenjene sklepe. Seveda je treba narediti nekaj na tem področju, da se tudi začnemo zavedati sebe, tudi imeti bolj rad, moramo se imeti radi, ker če se nimaš rad, potem niti ne skrbiš za svoje telo. Točno to. Tako da to je en tudi korak, bodimo tudi na to pozorni in potem vplivajmo tudi na te slabe dejavnike in probajmo najti načine. Itak v tvojih oddajah je veliko, res ogromno nasvetov, kako človek, pa niti mu ni treba iti ne vem kam, kakšnem svetovalcu ali če tudi nimamo denarja za nekaj tazga. Veliko lahko na splošno zaradi teh informacij, ki se zdaj lahko pridobivajo, naredimo zase. Plus pa pravim, če so take težave, tudi če dokler je prisotna tudi debelost ali obremenitev itak na sklepih, je dobro tudi v tem času jemati glukozamin, da v bistvu omilimo te potencialne poškodbe, ki lahko nastajajo. Ena taka zanimiva stvar je tudi v povezavi z glukozaminom, so delali eno študijo v Washingtonu leta 2010, kjer so vzeli res tako število ljudi, 77 000, je bilo v raziskavi, tam med 50 in 76 letom in so eno 5 let so delali to raziskavo, kako v bistvu vplivajo prehranska dopolnila na naše telo, med temi tudi glukozamin in so pol ugotovili, da podaljša življenje za tam nekje 17 do 18%. Res je bilo neverjetno. Se pravi, prehranska dopolnila vsa na splošno? Ja, tukaj so prav to številko, do te številke so prišli takrat, ko so se osredotočili na glukozamin in tudi druge stvari, recimo, če so bile kakšne respiratorne težave ali recimo tudi rak, vse se zmanjša, če tudi preventivno užijamo glukozamin in to tam nekje 4-krat tedensko, recimo, taka doza, ki sem je že omenila, 1500 do 2000 mg. To niti ni presenetljivo, zaradi tega, ker vpliva na zmanjšanje vnetij v telesu. In če to vemo, potem nam je popolnoma logično, da če niso prisotno vnetje ali če zmanjšamo vnetje, da se s tem na nek način pomagamo, da se tudi življenje podaljša, ker ni takih poškodb v telesu. Preprosto zelo. Ja, res je tako fantastična stvar, tako da v bistvu se lahko jemlje preventivno na tak način, pa se naredi kura nekaj mesecev, lahko pol naredimo kakšno pauzo, lahko pa se dlje časa uživa, glede na to, kakšne imamo težave. Če pa se že pojavijo težave, pa takrat absolutno. In to seveda jaz res priporočam naj tega rastlinskega vira, naj ni tega, ki je iz živalskega. Omenila si danes glukozamin tudi ne samo za športnike, predvsem tudi za ljudi z osteoartritisom in revmatoidnim artritisom. Poleg tega, da v svojo prehrano dodajo veganski, se pravi rastlinskega izvora glukozamin, kaj bi jim še priporočala, da mogoče črtajo iz svojega seznama mleko in mlečne izdelke? To absolutno, ja. Mleko, mlečne izdelke, vse, kar nekako tako zasluzi telo, dodatno dela vnetja,
in plus ustvarja tako eno kislo okolje, ker pH vrednost pol ni v redu, pH vrednost telesa. Se pravi, tudi gluten v tem primeru, če že imamo težave recimo s sklepi, potem to še dodatno lahko spodbudi. Ni nujno, lahko je kruh, ki je narejen iz brezglutenskih žit. Se pravi, ajdov kruh? Tako, ajdov kruh ali recimo, ne vem, koruzni iz kvinoje, riža. Danes se že dobijo vse tiste moke, posebej v različnih specializiranih trgovinah, lahko jih tudi tako izmeljajo, lahko tudi domače imamo kakšen tale mlinček, pa pol zmeljemo tiste žita in jih sami pripravimo. Je treba paziti, da tudi ni sladkorja veliko v prehrani, predelanih živil, ker to vse dodatno pospeši te vnetne procese. Je treba tudi paziti, da je prehrana predvsem bolj rastlinska, da je veliko zelenjave v prehrani, da so dobre kombinacije živil, da tudi zvečer ne užijamo recimo žit, sadja, ampak da so take zelenjavne kombinacije, zelenjavo pa kakšnimi lahkimi stročnicami. Zdaj v tem času, dokler je še zima, so fajn, pa tudi pašejo kakšne juhice, nolončnice. Čez poletje, odvisno od tega, kakšen sem tudi tip, po tradicionalni kitajski medicini lahko pojemo tudi kakšno solatko kombinirano s kakšnimi stročnicami, recimo, da so take večerje. Potem v drugih variantah žita, če jih že užijamo, lahko so ali za zajtrk ali za kosilo, spet v kombinaciji s kakšno zelenjavo ali recimo kot kakšna kašica. Sadje pa najboljše, da užijamo samostojno, ker na tak način bomo v bistvu vplivali na to, da se hrana dobro in lahko prebavi, posebej, če imamo kakšne prebavne težave. Kakovostne seveda maščobe, ki tudi zmanjšajo te vnetne procese, največ omega-3 v prehrani, kakšnih rastlinskih virov, kot dodatek recimo, ki se ponavadi pridobiva iz alg, pa se naredi olje iz alg, ali varianta iz rastlinskih živil, kot so čija semena, lanena semena, temnozelena listnata zelenjava, orehi, to so vse taki dobri viri, recimo omega-3. In pa dodamo prehranska dopolnila. Tako, tako. To dodamo in v bistvu na tak način se bomo zaščitili. Če se že veliko ukvarjamo s športom, seveda takrat nam paše tudi zaradi hitrejše regeneracije, mogoče kakšne rastlinske beljakovine, to vse lahko kombiniramo z glukozaminom. Zdaj, jaz sem enega odprla, ne vem, če ga boš hotela poskusiti, ker vedno poskusiš stvari pa, da v bistvu tudi preneseš svoje vtise gledalcem. Bel je. Bel je, ja, to je normalno, ker je tako izvleček iz te fermentirane koruze. Takole hitro se tudi raztopi v vodi, se pravi, lahko se zmeša z vodo, lahko se zmeša s kakšno drugo poljubno tekočino. V bistvu ti imaš čajček, ja. Beli čajček. Ja. Tako da v bistvu se lahko zaužije. Zdaj, v eni tej čajni žlički je dostna količina, dnevna količina glukozamina, ampak se lahko tudi dodaja več, če potrebujemo več. Se pravi, cuker je tle noter. Kako cuker? Cuker, mislim, sladkorji so. Ja, v bistvu takole sladkorja klasično dodanega ni. Dodanega sladkorja ni. To je v bistvu samo dejansko glukozamin, ki je pridobljen kot izvleček iz koruze. Sladko je, sladko je. Pri fermentaciji, veš kaj, normalno je, da pri fermentaciji tudi nastaja vsako živilo, ki fermentira, se pol razgradi. Ne, se tole bo ljudem, bo tole dobro. Ampak meni ni dobro, ker je sladko in ne jem sladkega, tako da tole bo ljudem dobro. Tako, ker dodanega sladkorja ni. To je zelo pomembno poudariti, ampak pri fermentaciji v bistvu zmeri pride do razgrajevanja in s tem se tudi osvobodijo tudi sladkorji, normalno. Ampak ni nič tazga, kar bi bilo obremenilno za telo ali negativno vplivalo. Ja, zate ti si tako bolj na grenke stvari, ti bolj pašejo, ne? Ja, bolj grenke stvari pa une zadeve, ko vsi rečejo, pa tega ne bi pil, pa jaz pijem, ne? Jaz lahko pijem, ampak ja, sladkih stvari, mislim, da tak sladkast okus pa ne. Ja, tako da to je dobra stvar, recimo. Kaj še si nadajo smuti na koncu koncev, ne? Ja, res je. Ja, ker ga bojo na tak način bojo lažje zaužili, efekt pa bo enak, ne bo nič tazga drugega, če ni nujno potrebno, da vse užijamo na tešče. Seveda, da so učinki zmeri bolj potencirani, če je na tešče, ampak če nam tako ne paše, potem lahko dodamo kjerkoli drugje in na tak način v bistvu bomo imeli ta efekt, ki ga želimo. Ja, to je taka ključna stvar.
Ljudje, ki že imajo revmatoidni artritis, ki že imajo težave s tem, recimo moja mama, lahko to absolutno vključi in skrajni čas in bo s tem umilila tudi vsa ta vnetja oziroma da bo dejansko spodbudilo, ker vem, da zdaj pravi, ja, pa se nimam več pravzaprav nič za nares, pač obraba je obraba. Ja, v bistvu raziskave tudi kažejo, da pride tudi do ponovne aktivacije in proizvodnje, tako da se začne tudi regeneracija samega hrustanca. Sam je treba seveda dlje časa uživati, ne bo prišlo nič čez en dan. Tega se pa sploh treba zavedati. Najlepša hvala, Jelena, za vse informacije, ki si jih posredovala. Ja, enostavno tako je, ljudje smo včasih preveč navajeni na te instant občutke in instant rezultate, se pravi, vzameš in čez 15 minut ne čutiš več bolečine ali karkoli že. Naj vam povem, da je to samo ignoriranje, zato pa posegajte po izdelkih iz rastlinskega izvora in bodite pozorni in dajte jemati stvari dlje časa, zato da boste videli ta pravi učinek, ki bo celosten in ki bo tašen, kot mora biti. Še kakšna informacija na www.petopkavi.si, sicer pa na YouTube kanalu pogledajte vse minule posnetke z Jeleno, kjer lahko najdete še kakšno zanimivo oddajo, kjer smo spoznavali zdravilne, tradicionalne rastline sveta. Ja, hvaležnost. A veste, kako sem vsak dan hvaležna, da sem se rodila ravno v Sloveniji. In Slovenci smo zares izjemni. Pa sploh ne govorim samo o športu, kjer zares blestimo, ampak tudi o slovenskih inovatorjih, o teh slovenskih umih, ki so pravzaprav tudi v svetu ustvarili marsikatero zadevo. Ampak je pa res, da so nam ušli ven iz Slovenije. Danes boste spoznali nekaj, kar me je navdušilo že kar nekaj časa nazaj. Pa gre za tako zelo preprosto stvar. Gre pravzaprav za nekaj, brez česa ne moremo živeti. Če ne mislite, da je temu tako, lahko probate zadržati sapo za par minut, pa boste hitro videli, da vendarle je nekaj na tem. Govorili bomo o kisiku in o tem, kaj pravzaprav nova tehnologija in nov pristop, ki so ga ubrali torej ravno Slovenci, kaj dejansko ponuja. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Zdaj sem rekla zelo nasplošno kisik, ampak pravzaprav je razlika med kisikom in med aktivno kisikovo molekulo? Tako, gre za aktivne kisikove spojine, ki jih tudi pozna naš organizem, ki jih pozna medicina in farmacija že stoletja, vendar jih ne poznam pa v kakršnikoli farmacevtski ali kozmetični obliki preparatov na trgu. Ampak vi ste pravzaprav magistra farmacije? Ja, res je. Kako to, da ste se odločili, da postanete tudi inovatorka in izumiteljica takih krasnih stvari? Verjetno to kar splet okoliščin. Prava stvar na pravem mestu, v pravem času, s pravimi ljudmi pravijo. Tako da jaz sem prišla v stik z ljudmi iz Amerike, ki so razvijali ustne vode na osnovi oksidnih spojin in tu se je začelo v bistvu moja pot. Tako da začeli smo z linijo kozmetičnih izdelkov, kjer smo testirali obstojnost teh oksidnih spojin, ki smo jih dali v raztopino in v gele. To je bilo 1,5 leta težkega, bom rekla, proučevanja, ker zelo hitro razpadajo. In potem istočasno smo začeli tudi z linijo za ustno higieno in za tretiranje, tako da imamo zdaj 2 liniji proizvodov, ki je registrirana kot terapevtska kozmetika za nego kože in pa kot medicinski pripomočki za ustno higieno in tretiranje težav v ustni votlini. To, da je nekaj medicinsko tudi registrirano in da je medicinski pripomoček, to je velik dosežek v Sloveniji in pravzaprav smo edini, ki sploh imamo ustno vodico kot tole, ki ste jo vi razvili, ali kako? Dejansko je to res. Smo edini v Evropi, ki smo uspeli registrirati kot tole, teda povpraševanje tujine je dosti veliko.
bom rekla, upravičeno, zato ker je dosti efektivna, dosti enostavna za uporabo in dosti, bom rekla, lastna telesu. Telo jo zelo spozna za svoje, se pravi, nimamo nekih alergij, težav, stranskih učinkov. Efektivnost, za kar je pa namenjena, je pa dosti velika in dokazana. Jaz bom zelo odkrita. Jaz ustne vode, moram reči, da res ne uporabljam, ker na trgovinskih policah vse, kar vidim, je povsod je nek alkohol noter, pa take in drugačne stvari, pa von, pa to, pa pol se kar odločim, da temu ne bom posvečala pozornosti. Res je, to je to, zaradi česar govorimo, da je tole najboljši približek človeškemu telesu in ga to tako tudi sprejema. Aktivne kisikove spojine, razen tega, da so dosti neobstojne in smo jih mi uspeli stabilizirati, v proizvodu ne sprejmejo nobenih dodatkov, se pravi nobenega alkohola, nobenega klorheksidina, ki ga vsebuje večina ustnih vod in preparatov za nego ustne problematike. In to so seveda sestavine, ki so učinkovite, ampak imajo kar dosti stranskih efektov, od izsuševanja sluznice do, rečemo, predispozicije povzročanja raka v ustih, kar ti preparati nimajo. Ampak ti preparati, ki pa to imajo, so pa vsem na voljo na trgovinskih policah. Ja, to je pač politika proste prodaje. Se tako je tudi v kozmetiki in marsikaterih prehranskih dopolnilih, ki v bistvu ni čist regulatorno vodeno ali pa nadzorovano. V glavnem pri nas je registrirano, imamo ozadje kliničnih raziskav, trdega dela, tako da zdaj tudi izkušenj v sami Sloveniji, kot pravimo, je to inovacija, ki je bila plesirana v Sloveniji. In bom rekla tudi dosti pomembno, da tujina sprašuje nas, ne mi tujino, za uvedbo teh proizvodov. Zakaj je pomembno, recimo, ustna vodica kot taka, recimo, sploh tale, da se začnemo špricati in da začnemo biti pozorni pravzaprav na to? Glejte, prvi korak vsekakor, ki ga bo rekel tudi vsak stomatolog in pa zobozdravnik, bom rekla, je, da se dela ustrezna nega, higiena ustne votline, se pravi primerno ustrezno ščetkanje, uporabljene zobne nitke. So pa prostori in pa mesta v ustih, kjer pač vsi ti rekviziti ne pridejo zdrave. In tukaj so ustne vode, imajo svoje mesto. Ustrezna uporaba ustnih vod je, da se raztopina porazdeli po zobeh podlesnih in pokaže svoj učinek, kar ga tale ustna voda ima na osnovi aktivnih kisikovih spojin. Prodre, pride do vseh mest, kamor ščetka in zobna nitka ne pridejo, obda dlesni, pride v stik z bakterijami, pride z oblogami, ki so na zobeh, od kave, od čaja, pride na jezik, tudi na jeziku imamo obloge in v ustni votlini, in reagira z patogeni, se pravi z bakterijami, virusi ali glivicami, reagira s kovinskimi ionom, ki je v njihovi membrani, in dejansko uniči patogen. Pri tem se sprosti voda in pa oksidne spojine, zato govorimo o aktivnih kisikovih spojinah, se samega kisika se ne da zapreti v škatlico, bom rekla, se sprosti na mesto delovanja in le-ta prehaja v celice sluznice, celice kože, kjer v bistvu stopa v mehanizme celice, oksigenira celico, aktivira lasten mehanizem regeneracije vsake celice. In to je zlasti vidno in efektivno pri raznih vnetjih, ki so v ustih, tudi pri parodontozi. Namreč sama dlesna se po 3 mesecih začne spuščati, se vidno spremeni barva in se tudi regenerira. Ta regeneracijski proces se dejansko opazi zelo hitro. Kar se tiče parodontoze, moram reči, da sem prebrala kar nekaj informacij, zaskrbljujoča statistika. Ogromno ljudi ima težave s tem, pa niti ne ve. Res je. Mi smo bili prvič prisotni na sejmu Narava zdravje v novembru lansko leto in šokantno je bilo, da je bilo dosti mladih ljudi, bom rekla, govorimo o starosti 20-25 let, ki izgubljajo zobe in imajo diagnozo parodontoze. To je bilo meni samo presenečujoče, tako da sama parodontoza vsega v bistvu velik odstotek pojavnosti med ljudmi. Pa ne pri 20 in nekaj let. Ja, je bila punca, ko smo imeli na sejmu, je bila stara 20 let in je rekla, da je izgubila polzob in da ima diagnozo parodontoze. Ojoj. Gospa, vi ste imeli ravno s tem težavo, oziroma to je bil vaš izziv, parodontoza. Ja, začetek parodontoze. Sem že zelo težko grizla, zaužívala hrano, ker me je to vse bolelo. Probala sem marsikaj, ampak potem sem poskusila tudi s to ustno vodo in moram reči, da se mi je po 14 dneh stanje bistveno izboljšalo.
Dlesni niso več krvavele, zobje so se bistveno manj majali in nisem več čutila tistih bolečin pri uživanju hrane, pri grizenju. Tako da mi je res pomagalo, zdaj po 3 mesecih uživanja se pa tudi vidi, da dlesni že zopet nazaj polnijo svoje mesto, ki so ga prej zapustile. Aha, se pravi, ti žepki so se naredili. Ti žepki se polnijo, ja, dlesni zopet rastejo nazaj, ne odstopajo od zoba, ampak se vračajo nazaj na svoje mesto. In razlog za to, kot magistra farmacije, je aktivna kisikova spojina. Ja, gledajte, princip delovanja je zelo enostaven. Tukaj ni neke specifične znanosti, novosti, kar se tiče delovanja. Aktivne kisikove spojine napadajo patogene in razlog nastanka parodontoze je seveda žepki, vnetja, bakterijska zgostitve oziroma obloge na zobeh in dlesnih, kamen, ki se odlaga na sklenini, in to so v bistvu stvari, ki jih aktivne kisikove spojine oksidirajo, napadajo in odstranjujejo. In to dovolj efektivno. To se tudi lahko opazi. Zdaj nekak tretma, ki se uporablja, je, da se normalno najprej zobje umijejo, zato da zmanjšamo nivo prisotnih bakterij v ustih, ker jih imamo polno, in potem omogočimo, da aktivne kisikove spojine, ki jih apliciramo, se pravi v obliki spreja ali pa v obliki ustne vode, bolj fokusirano gredo na mesta, kjer je to žarišče vnetja, kjer so še vedno pod dlesnijo, na robu dlesni, med zobmi bakterije prisotne. Tudi opazimo to kot eno blago penjenje, verjetno ga čutite, zdaj, ker ste si dali, ker na jeziku imamo tudi bakterije, se kar pojavijo beli mehurčki, ker tam, kjer je titer bakterij ali glivic večji, se sprosti več tega aktivnega kisika in to opazimo kot eno blago penjenje ali sproščanje teh mehurčkov. S tem, da tudi na določenih mestih, kjer je žarišče vnetja, pa mogoče sploh ne vedo, jaz to uporabljam. Se belo obarva? Ja. Se obarva tako, da je majčken, kot da bi bilo belo, pogledaš, kaj to je, in to je v bistvu mesto žarišča in zgine čez 5 minut. A manjke? Zelo malo, imate zelo čisto. Na jeziku majčken, na jeziku se pozna majčken, ker so bakterije, ampak to je normalno, nekaj na jeziku imamo vsi in glivice in bakterije in se opazi ta belina. Ok, pa nisem čudna. Zdrava. Je pa tole tako, da je ne sam za tretiranje težav, da sta v bistvu 2 odmerka, forte pa senzitiv, tako da se pokrije in za otroke in za odrasle, ni omejena uporaba, ker nima nobenih takšnih stranskih učinkov, da bi bilo limitirano. Enostavna aplikacija, se pravi ali sprej, ki se nanaša, ali ustna voda, ki daš kozarec in si jo naneseš v usta, požvrklaš, pustiš 30 sekund in izpluneš. In to je vse. Če hočeš majčken večjo belino zob, zato ker se oksidirajo obloge, rečemo kave, čaja, se majčken poščetka zdraven, ne močno, nežno, in v bistvu se vrača naravna barva zdravih zob. Se pravi, govorimo o nekem naravnem beljenju? Ne bi niti uporabila izraza beljenje. Jaz bi rekla povrnitev barve zdravih zob, zginejo te obloge, ki so, sklenina ima svoj naboj, ima svojo afiniteto do oblog, eni so bolj podvrženi, drugi manj, na enih se bolj veže tole, na drugih manj in se s tem odstranijo in dobi tisto zdravo barvo zob nazaj. Zobje so gladki, se pravi, nimamo tega občutka kosmatih zob, kakor rečemo, Ampak zdaj sem se recimo spomnila, jaz tlele od spod bom verjetno dala ta nevidni notranji aparat. In to sem že razmišljala, to bo težko čistiti, oziroma vzdrževati, da bo to ves čas čisto. Je potem to... Zato je sprej in ustna voda idealna, zato rečemo, ko se pošprica, tu ima dosti otroci, tudi odrasli, in to je velik problem čiščenja. Mi imamo otroke, jaz sem dvojčice doma in vam povem, to je nočna mora, ko se čisti po pol ure in še ni, pri ortodontu je stalno problem ustne higiene in ni dobro čiščeno. To pomaga zelo. Se pravi, se ščisti, se ščetka, se pospreja z raztopino in se narahlo, še poščetka enkrat odpadejo v bistvu vse obloge, aparat se sveti, zobje se sveti in ni teh oblog. Ker aparatki tele, ki so tudi rahlo obarvani lahko, te žičke, če so plastične pa na tiči, se obarvajo in to se povrne nazaj v prvotno barvo, kot da je nov. Wow, zanimivo. Kdaj ste pravzaprav, oziroma a ste kaj razmišljali, zakaj se je ta parodontoza sploh pojavila? Jaz sem mislila, da je to malo prirojeno, ampak dejansko je pa to
Ni emšo kriv. Ni emšo kriv. Pa geni tudi ne. Geni tudi ne. Začel se je nabirati zobni kamen in so začeli odstopati dlesni in ta ustna voda mi je tudi raztopila zobni kamen. Tako da to se je zelo hitro se je to pojavilo oziroma se je odstranil ta kamen. Zelo hitro je bil viden napredek. Minerali, zoben kamen je v bistvu kombinacija mineralov, noter so tudi kovinski ioni, bom rekla minerali, in je spet, bom rekla, tole cilj delovanja tehle spojin, ker to oksidirajo in kamen odpade. Tako da deluje na obloge, tudi na kamen, ki ga raztaplja, s tem, da zobne sklenine ne načenja. Te koncentracije, ki so tle, so dokazane, so učinkovite, gre za 3% in 1,5% raztopino teh aktivnih kisikovih spojin in te raztopine v bistvu zobne sklenine ne načenjajo, je ne poškodujejo. Pri vsakodnevni uporabi, se pravi dolgoročni, intenzivni, za intenzivno rečemo priporočamo zlasti močnejšo, kdor lahko, in senzitiv raztopino se uporablja, je namenjena zlasti otrokom in pa ljudem, ki imajo občutljivo ustno sluznico. Tukaj bi mogoče poudarila to, kaj pomeni občutljiva ustna sluznica, ker dosti ljudi vpraša, ja, ampak jaz imam vnetje, mene dejansko boli. Občutljiva ustna sluznica pomeni ljudi, ki cel življenje iščejo že posebne ustne vode, posebne paste, ker jim je vse premočno. Se pravi, imajo že dlje časa to senzitivnost, občutljivost in takrat vidimo, da tudi običajno jim paše tale senzitiv raztopina bolj kakor forte. Drugače je močnejša, višja odstotna, se pravi 3%, je bolj namenjena tem, ki dejansko tretirajo kakšne težave, parodontozo, vnetja, tudi ljudje, ki imajo kakšne kronične obolenja, HIV in imajo recimo hepatitis, ki imajo močne obloge na jeziku, te kandidijazne, se lepo odstranijo, ker jih je zelo težko odstraniti ali praktično nemogoče pri ljudeh. Kako vas sprejmejo in sprejemajo v tujini, glede na to, da ste ženska, pa sicer magistra farmacije in ste dejansko lastnica in tisti zagon te nekega novega pristopa, sploh kar se tiče dejansko ustne higiene. Mislim, to je stvar, ki lahko spremeni način, kako skrbimo za to, kako skrbimo za vse, kar je noter. Ker, ne vem, vidim recimo za otroke, pa to je vse nekih fluorescentnih barv, pa sladko, pa mislim, daleč stran od tega, da bi to bilo primerno. Jaz bom rekla, tujina sprejema to odprtih rok. Ampak jaz mislim, da to dejstvo, ki je poznano vsem. Slovenija je zelo težek trg, mi smo majhni in smo tudi zelo konzervativni. In to je meni velik izziv. Poznam tudi veliko ljudi, s katerimi delamo skupaj in je velik izziv in velik poduk za vse ostale države ven. Same spojine so znane, aktivne kisikove spojine medicina, farmacija pozna. In bom rekla, je pot v tujino, ko mi čakajo na tole, imamo veliko popraševanja. Odlično. Se pravi, da gre slovensko ime znova v svet in podpis, narejeno v Sloveniji. To smo se kar odločali, kaj bomo, ker smo na začetku iskali eno avstrijsko podjetje, pa moram reči, da nam stojijo ob strani ravno slovenska podjetja, ker je bilo treba narediti kar precej razvoja. In je to trajalo in bilo dokaj zahtevno in časovno in finančno. In moram reči, da smo prav ponosni in smo zato tudi napisali, da je slovensko, ker so bili ravno slovenska podjetja tista, ki so šli z nami več kot leto pa pol težkega dela. Wow. Mi vsi smo potrošniki na nek način oziroma na nekem nivoju dejansko že. Če si priznamo, a ni tako, da prej sprejmemo Slovenci tiste stvari, ki pridejo iz tujine, pa so v lepih embalažah, kakor pa da bi podprli nekega slovenskega inovatorja, izumitelja? Jaz že od nekdaj prisegam na slovenska podjetja, tako da meni je to... Tudi če je treba 10-krat škatlico obrniti v trgovini, ne? Ja, ne, pa se tudi res lepa embalaža, se ti pade v očitku, da ja, jaz podpiram slovenska podjetja, tako da se prej sem probala marsikakšno ustno vodo, pa sem imela tudi težave z izsušitvijo ust, ni bilo tiste prave sline. Tukaj teh težav nimam s to ustno vodo. Takole tudi vi, spoštovani gledalci in gledalke,
Upam, da ste se iz tega kaj naučili, ne samo o aktivni kisikovi spojini, ampak pravzaprav tudi o tem, da 10-krat preobrnete škatlico, če je treba, da pogledate, če je dejansko to slovenski proizvajalec in če je narejeno v Sloveniji. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker na takšen način podpremo drugega, pa ne, da smo zdaj mi boljši ali slabši od ostalih, ampak lokalno pridelano ali narejeno je pravzaprav tisto, kar je naše, tisto, s čimer mi nudimo neko spoštovanje, neko podporo, da podpremo in se dejansko povezujemo. In Slovenija je res tako zelo majhna, da pa ni vrag, glih tukaj bi se to moralo zgoditi. Ja, res je. Saj mislim, da se trendi spreminjajo. Da tudi ljudje iščemo, če dalje bolj tisto, kar je avtohtono in domače. Avtohtono in domače. Evo, se pravi, ni nobenih kontraindikacij v smislu, ker jaz razmišljam zdaj za potovanje, naprimer, ne? Ker na potovanju topla voda pa možnost, da si zobno ščetko opereš zobe, je včasih kakšen dan velik izziv. Res je. S tem, da to, kar je za ustno higieno, je tudi pakirano kot sprej, rečemo samo spreje v 100 ml embalaži, se pravi, je primeren tudi na avion, ki je dovoljeno, za v torbico, ki je enostavno za nositi. Jaz mislim, da so to proizvodi, ki bi v bistvu vsaka družina mogla imeti v svoji domači lekarni. Če praviš ustna higiena, so ti preparati, se pravi kozmetični del, ki je za kožo in za nohte, je pa tudi tok univerzalni izdelek, ki je tudi primeren čisto za vse, bom rekla, od opeklin, pikov, tretiranja, nege, ni da ni. Zanimivo. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih dejansko posredovali, predvsem pa hvala, ker ste. Takole, kako z veseljem sprejemam vse zgodbe slovenskih inovatorjev in izumiteljev, ki dejansko ponudijo nekaj dobrega za ljudi, za dobro ljudi in nekaj tako zelo preprostega, ki enostavno in preprosto deluje. Sicer pa ste že kdaj slišali, da najlepše stvari v življenju so tiste, ki so najbolj simpel, se pravi najbolj preproste. Še kakšna informacija? Na www.klepetobkavi.si, tam se lahko prijavite tudi na elektronske novice.